šest in če ste vi za, sem jaz tudi za, bi začeli novo sezono. Hvala lepa za povabilo v novo sezono knjižnici Otona Župančiča. V dogovorih z vodjo teh programov, gospod Barbaro, moram reči, da nisva počivala čez poletje, to sem hotel reči, sva si dopisovali, ampak uradno sva si dopisovali. In smo nastavili novo sezono, če rečemo tega našega nadnaslova misliti in poslušati glasbo, spravi, to je kot neka krovna ideja, ki nas zdaj že nekaj let tukaj spremlja in mene in vas osrečuje. Smo se odločili, da gremo letošnjo leto z enim takšnim dost pomenljivim podnaslovom, ki ga, verjetno ste ga videli v napovedniku, verjetno ste ga zapazili kje, ampak jaz sem ga za vsak slučaj še enkrat dal tudi na prvi slajd. Imenujem to diskretni šarm komponistov. Zdaj, zakaj sem se odločil za en tak podnaslov? Zato obstajata pravzaprav dva razloga. En je čisto oseben razlog, kakšen bi naj bil drugačen. Namreč, ker obstaja en film, ki je meni zelo ljub, ki mu je naslov Diskretni šarm buržoazije. To je Luis Buñuel naredil in film se ukvarja pravzaprav z enimi dost problematičnimi, mogoče tudi dekadentnimi vprašanji družbe. Osebno sem prepričan, da v umetnosti predstavlja dekadenca ali pa ta problematičnost, tisti pomemben element, tisti pomemben trigger, ki premika celo stvar naprej. Ker če bi bili znotraj umetnosti, znotraj ustvarjalnosti, pravzaprav vsi vedno vsem zadovoljni in bi vsi samo čakali, da se pač nekaj zgodi, po bi verjetno ustvarjalci pa umetniki pa vsi izumrli kot dinozauri, zato ker se ne bi nikoli nič zgodilo. Ker samo, če stopiš do roba, preko roba in si pravzaprav sam sebi in ostalim dovoliš, da meje niso tam, kjer so naznačene, ampak so nekoliko višje in dalje, takrat imaš možnost seveda seči po nekem ustvarjalnem procesu. Zdaj, če smatramo, da je ta diskretni šarm buržoazije, tisti, ki poznate film, prikaz nekega dekadentnega razmišljanja, nekega razmišljanja, ki je problematično za družbo, se seveda z vami strinjam, ampak se strinjam predvsem zaradi mojega osebnega interesa, da je naslov letošnjega srečevanja Diskretni šarm komponistov. Ta drugi, če sem rekel, da je bil prvi moj osebni ali pa moja osebna odločitev, moj osebni interes, ta drugi je pa seveda strokovni interes zaradi tega, ker vam želim prikazati skozi letošnjih naših 10 srečevanj, vam želim prikazati nekih tak 10 točk skladateljev, s katerimi se je zelo dobro spoprijateljiti, srečati, če želite, tisti, ki želite, seveda dobiti nek tak obči, širši pogled noter v glasbene strukture. Zdaj, tisti, ki ste, ampak še vedno mislim, da ste, pogledali napovednik, ste opazili, da začnem leto pravzaprav pri obdobju, ki ni čisti začetek, recimo, evropskega glasbenega dogajanja. Muzikologi in tako dalje bi mi zlahka očitali tukaj, seveda, da nisem konsistenten, zaradi tega, ker bi se moral pogovor, morala zgodba glasbenega razvoja skozi ustvarjalce, bi se morala začeti daleč prej, kot ga bomo mi danes začeli. Začeti bi se morala, v antiki, začeti bi se morala v renesansi. In šele potem bi pravzaprav morali mi priti do baroka, kjer bomo danes začeli. Zdaj, to razmišljanje bi bilo upravičeno, če ne bi sledil naslednji moj stavek. In ta je, da se želim z renesanso in z skladatelji in ustvarjalci, ki so bili pred tem, ukvarjati čisto posebej. Čisto kasneje in čisto v enem
določenem paketu, ki nima veze s tem paketom teh 10 komponistov, s katerimi vas želim v letošnjem letu seznaniti in skozi katere, recimo, ideje in dela bomo nekako šli. Najtežje na tem programu, letošnjem programu je to, da imamo 10 srečanj. Pa ne, ker imamo 10 srečanj, ampak zato, ker bi jih morali imeti 100. Zato, ker je toliko tega, če bi hoteli izluščiti ustvarjalnega opusa, recimo v 400 letih glasbe, ki jo želimo razumeti in misliti, je tega toliko, da izluščiti 10 nekako točk je, ni težko, je blazno težko. Ne? Ampak to ni kritika, Barbara, ne na knjižnico, ne na vas. Še imamo leta. No, ja, vi še, upam, da jih imam jaz tudi. Do moje penzije bomo že... Ja, vi jih še imate, jaz upam, da jih imam. Skratka, zato želim seveda vas popeljati, ampak teh 10 skladateljev, ki vam jih želim predstaviti, bo predstavljalo eno takšno in tak, recimo, ožji nabor tistega, skozi katero zgodovino vas želim malo popeljati. Kajti, veste, ob vsakem takem obdobju in ustvarjalcu, o katerem bomo govorili, se da pravzaprav in naprej in nazaj še nekaj povedati. Ne? In potem je možno dobiti eno takšno bolj večdimenzionalno, bolj pregledno sliko, zakaj se je tam nekaj dogaja. Vedeti pa morate, da vsak posameznik, ki predstavlja neko tako ustvarjalno jedro, da se je okoli njega pravzaprav znotraj zgodovine glasbe nekaj zgodilo in se je vrtela neka malo bolj kompleksna zgodba. Ni posameznik, ki bi se pač nekega dne zbudil in bi rekel takole, jaz pa bom to in to naredil in bom takšen in takšen postal in bom, ne vem, toliko in toliko vplival na razvoj glasbene umetnosti, bla, bla. Ne. Gre za to, da so se mnogokrat v nekem trenutku, ko se je pač zgodil nek glasbeni moment, bodi si, ne vem, Baha, Mozarta, Beethovna, se jih znate vsi našteti, takoj 10, ne, so se pravzaprav morale zgoditi tudi okoli njega neke druge stvari, neke okoliščine, družbene, politične, kakršnekoli, ekonomske, bla, bla, da so botrovale tistemu ugodnemu trenutku nekega razvoja, nekega avtorja, nekega ustvarjalca, kar ga je seveda postavilo v neko točno določeno časovno, politično, ekonomsko, ustvarjalno pozicijo. Zdaj, lahko bi se vprašali, ne, čisto tako, čez ovinek, ne, kaj pa če njega ne bi bilo, a bi bil tam nekdo drug, ne. To so takšna dost preprosta vprašanja, lahko rečemo ja. Če pač ne bi bilo Wolfganga Amadeusa, bi pač namesto njega bil nekdo drug, ki bi se imenoval pač drugače, ampak bi to naredil. To je en odgovor. Ta drug odgovor pa bi lahko bil, ne bi mogel biti nihče drugi, zato ker je on toliko unikaten, toliko enkraten, da je okoli njega se moralo zgoditi to in to, ker je čudežni otrok bil, ne. Ampak, potem pa, ko pogledamo, recimo, pa nočem zdaj preskakovati, ampak če pogledamo čudežno otroštvo Mozarta, ugotovimo, da so pravzaprav kasnejši ustvarjalci znotraj, recimo, glasbenega polja bili ravno tako lahko proglašeni za neke čudežne otroke, ki so to in to počeli, ampak ne v takšni meri, ne na takšen način, ne ob tistem času. Ne? Kar pomeni, je spet potrebno pogledati Mozarta, je potrebno pogledati kot neko večdimenzionalno osebnost za tisti čas, v tistem trenutku, s tisto glasbo na ta način. In takrat ga umestimo v nek prostor in rečemo, se ne more biti nihče drug kot samo to. In seveda, pol bomo opazovali skozi oči tehle ustvarjalcev glasbenih, bomo opazovali pravzaprav njihov vpliv, njihov odmev, jaz tako rad rečem, za bodoče rodove. Ker z Bachom se zagotovo ni zaključil barok, čeprav je živel in umrl v času baroka, ampak njegova glasba ima vpliv tako daleč, da se pravzaprav še danes obračamo k njej in še danes jo smatramo za pomembno osnovo, pomembno neko kretnico za nekaj, kar pravzaprav v glasbi
želimo v tej, recimo, akademski sferi glasbe, ne, želimo razumeti. No, in to so na nek način smernice letošnjega našega srečevanja okoli teh 10 nekih osebnosti pod tem podnaslovom diskretni šarm komponistov. Seveda ostajam zvest ideji izpred let, da gre za krovno idejo razumevanja in poslušanja glasbe, kajti razumevanje komponistov, razumevanje njihovih ustvarjalnih poti in idej je tisto, razumevanje je tisto, zakaj mi lahko razumemo seveda nek glasben doprinos v samo zgodovino in zaradi tega, ker to lahko razumemo, lahko umestimo pravzaprav glasbeno umetnost v nekaj, kar ni zgolj ali pa zelo predvsem, kar nas hoče danes mediji prepričati, namenjeno uživanju, poslušanju, relaksiranju in ne vem kakšnim stvarem, ampak je namenjeno seveda tudi nekemu intelektualnemu naporu. Vem pa, da današnji človek je za intelektualne napore izjemno nedovzeten. To pa vem, zato ker imamo že, ne vem, pametne telefone, pametne pečice, pametne, jaz ne vem, kaj že vse, pametne kuhalnike, pametne mlinčke za kavo. Mislim, vse imamo že pametno. Zakaj? Zato, da smo mi vedno bolj neumni. Ne? In to je pravzaprav nek precedens, ki je pač pokazatelj današnjega časa. Zdaj, če se z njim strinjamo, ok, vse, ne? Ampak jaz ne morem pristati na to, da je moj telefon pač bolj pameten, kot jaz. Ne? Zato, ker če bi bil moj telefon bolj pameten, kot jaz bi vedel narediti stvari, ki jih jaz moram narediti, tako pa ne ve. Ne? Tako pa jaz lahko izklopim, ne? Pa mu rečem, tako pa bod pameten, če se lahko. Skratka, ta pametnost, veste, ki nas obdaja, pa pametno, ne vem, živeti, pa ne vem, kaj še vse, jemlje človeku tisto osnovno dostojanstvo. Osnovno dostojanstvo pa je, da ima razum, da ima da ima pravzaprav nek svoj intelekt, s katerim razpolaga. Ne. Zdaj seveda, ali razpolaga dobro ali slabo, o tem možno debatirati, ne, ker mnogi ljudje razpolagajo tudi zelo slabo svojim umom, ne, in slabe stvari delajo. Ne. Ampak jaz sem, ne vem, humanist in jaz verjamem v dobro in verjamem, da je preko slej možno dobro početi. Ne. Jaz to tudi rečem ponavadi mojim študentom na zaključku, ko jim čestitam za opravljeno diplomo, jim rečem, da se mi zdi, da sta pomembni dve stvari v življenju od tu naprej, da dobro delajo in da delajo dobro. In če se bi tega vsi ljudje na svetu držali, vam povem, da bi nam šlo dobro, pa še dobro bi nam šlo. Spravi, to je nekaj, kar je nek moj moto, ne? In v tem duhu jaz tudi razlagam misliti in poslušati glasbo, to spravi misliti umetnost. To je tisto. Ok, toliko bodi za uvod. Diskretni šarm komponistov. Prvega sem vam že na tihem najavil. Še hiter pregled. V tokratne sezone se bomo srečevali s skladatelji različnih generacij in stilov. Torej, ne bom ostal na enem od obdobij, znotraj katerih bi vrtel tele zadeve, ampak želim različne generacije in različne stile vam pokazati, zato, ker se želim pravzaprav sprehoditi preko tega razvoja, umetniškega in ustvarjalnega razvoja. Pri tem pa seveda hočem, da spoznavamo tisto, kaj dela te ustvarjalce tako velike in pomembne za razvoj glasbe. To spravi, jaz bom opazoval glasbo, jaz nisem tisti predavatelj, ki na nek način poveličuje neke osebnosti, pa reče, to pa je res velika osebnost, mi treba častiti, pa ne vem kaj še vse malikovati. Ne, mene zanima v poziciji umetnosti, zakaj ta ustvarjalec to in to naredi, na kaj to vpliva, kaj to pomeni v nekem družbenem konceptu, v nekem širšem pogledu. Zato pravim pomembne za razvoj glasbe. Okay. Ob njih bomo pogledali seveda tudi nekaj značilnosti časa, v katerem so ustvarjali, ker ta čas ne moremo misliti mimo njih. Ne moremo misliti mimo njih, zato so ustvarjalci ali pa smo, če tako rečem, ujetniki nekega časa, nekega trenutka. Ne. In v tistem trenutku se ustvarja in se dela. Ne. Nekega časa, v katerem so ustvarjali, lahko ob tem pa tudi njihove sodobnike in vplive, ki so sooblikovali njihovo ustvarjanje. Ne. Zato, ker
Tudi Bach, veste, če rečem Bach, je bil en sam, recimo, nek tak nekronan kralj tistega časa, ampak ob njem je bilo cel kup malih Bachov, ne, ki so ravno tako ustvarjali, ker pa zaradi njegovega močnega vpliva ali pa močne svetlobe, ne, če se tako metaforično izražam, ne, so pa drugi malo bolj v senci. Ampak ne smemo pa reči, da pa drugi pa niso pomembni. So pomembni na druge načine. Ne. In tudi Bach je imel pravzaprav srečo kot ustvarjalec, kot človek, da se je rodil pravzaprav v eni izjemno glasbeni družini. Rodbino Bach je glasba spremljala, pravzaprav spremljala in še potem jih je spremljala. Veste, temu se reče, da je bilo v zibko nekaj položeno. In če nekaj v zibko položeno, pravzaprav, razen če iz zibke padeš, ne, ampak ostaneš pa le noter in te ziba na isti način, kot je zibalo že generacijo pred teboj, pa generacijo za teboj, pa še 4 generacije kasneje. Ne. In to je neka prednost. To je neka prednost. Tudi Mozart je imel pravzaprav glasbo že v družini, tudi njegov oče, bil tudi sestra in tako, vse o tem bomo govorili. Torej, ne gre tu samo, v kasnejših časih gre, ampak ne gre samo za neke samonikle ustvarjalce, ki so pač se pojavili, ko je ne zvezde repatice, ne, ampak gre za neke stvari, ki so se pravzaprav gojile znotraj družinskih nekih okvirjev, krogov in tako naprej. Vedeti moramo tudi, da v času Johana Sebastiana Bacha poklic komponist kot takšen še pravzaprav sploh ni obstajal. To se pravi, komponist kot poklic začne obstajati šele v času klasicizma. Torej, lahko bi rekli v času Mozarta. Mozart je prvi od poklicnih komponistov. Biti glasbenik takrat, ali pa komponist, ali pa kaj je bilo isto kot čevljar, pa mizar, pa to so bili obrtni poklici, to so bili obrtniki. In so se pravzaprav tudi vzdruževali v te obrtniške cehe. Tudi recimo glasbeniki, ki so dobili aranžmaje recimo na dvoru, recimo so pač bili dvorni glasbeniki, niso smeli jesti skupaj z povabljenimi, z gosti ali kaj takšnega, ampak so jedli skupaj z služinčadjo. A veste, ker so bili pravzaprav na dvoru, oziroma kjerkoli so bili pač tam zato, da nekaj pokažejo, počnejo, veste, ko igralci, ko žongleri, uniji, ki pridejo tam žogce v zrak metati, bo pač prišel, pa se bo za klavir vsedel, pa nekaj igral, en drug bo pa ogenj pojedel, ta tretji bo pa, ne vem, kosilo skuhal. Tak so mislili te zadeve, čist obrtno, ne? In danes, če tako pogledate, je pravzaprav glasba po eni strani še vedno, ali pa po ustvarjalni moment glasbeni, je po eni strani še vedno zelo ujet v kalup obrtniškega ali pa obrtnega znanja. Če vi želite nekaj na frulico, klavir, harfo, trobento zaigrati, je predpogoj, da harfo, klavir, trobento ali karkoli obvladate, da znate obrtno igrati. Težko bi nekdo rekel, jaz pa bi takrat zaigral nekaj na trobento, pa ne znam. Ja, seveda, pa se nauči. Ja, bom vzel, ne vem, en teden dni ure pri nekom, pa me bo naučil. Ne, to ni nič en teden dni. En teden dni boste spoznali trobento, s česa je sestavljeno. Drugi teden boste spoznali, kaj je pred trobenti spredaj pa zadaj. Tretji teden, kaj je zgoraj pa spodaj, četrti teden boste pa mogoče že malo pihnili. Ampak ko boste prvi dan pihnili v trobento, boste slišali taki ton, da si ga ne želite še enkrat slišati. Resno. Mislim, zato govorim o obrti. Zato ne govorim najprej o umetnosti. Umetnost, veste, če to obrt je umetnost tu čist na koncu in to samo tak košček, ne. 10, 15, 20 let je pa obrti v poznavanju nekega inštrumenta. Pa ne rabite biti virtuozi za to, ne. Je dovolj, da se reče, da obvladate nekaj, ne. Ampak tistega obrtnega dela se pravzaprav v nekem trenutku sploh ne opazi, ne. Mi smo pripravljeni uživati, če tako rečem, ali pa se posvetiti izvajalcu, glasbenemu izvajalcu, samo zaradi tega njegovega zadnjega delčka, ne. Tisto pred tem nas ne zanima, ker tam pred tem fuša, ne. Pa ne zna igrati, pa cvili, pa poka, pa škripa, pa ne vem kaj še vse. Jaz se spomnim, jaz sem se hotel učiti violino. Ampak to spet zaradi tega, ker se moja mama učila violino, moja teta igrala violin. Mislim, violina je bila pri nas tista kraljica doma, ne. In jaz sem se hotel violino igrati. In doma smo imeli ploščo z enim prekrasnim violinskim koncertom od Maxa Brucha. In seveda, ne,
jaz bom igral violino, 100%. In potem me mama seveda odpelje v glasbeno šolo, k svojemu prijatelju, ki je učil violino na glasbeni šoli, ne, in ga pelje tja in reče, ta naš mali se hoče violino učiti, daj, prosim, ne. A bi ga ti, bi ga malo vzel, bi malo to naredil. Ja, ni problem, naj pride jutri ob 3 popoldne, kaj pa bi, da spomnim se. In seveda jaz prenesem mamino violino, ne, valjda. Bil sem štopel takšen, ne, mamina violina bi bila takšna kot violončelo za mene, ne. Prvo, kaj mi je rekel, ne, ti boš igral na manjšo violino, ne, za tebe imamo četrtinke, na malo violino, pa boš igral polovinko in pol temu se reče celinka, ne. Že to mi ni bilo čisto vredo, da bom jaz igral na neko majhno violino, ampak okej, ne. No, pa sva tako začela se malo pogovarjati, pa rekel, no in kak bova pa zdaj midva igrala. In potem sem jaz rekel, jaz bi rad tisto zaigral, pa sem mu zapel, zapel sem mu temo violinskega koncerta, sem rekel, to bi jaz rad, a lahko midva začneva. Prosim, ne, naučite me to, pol se bomo pa dalje menja, ne. Me je on tak pogledal in rekel, ne, zdaj bo začela tak, vidiš. Noben prst na žici, prazno žico, pa boš počasi vlekel, ne. Ko sem jaz tisto violino vzel, pa je naredil, ko sem vlekel po oni žici. Rekel, viš, ti boš najprej žice vlekel pol leta, pol se bomo stisnili, ne. Veste, kaj sem naredil? Violino sem tako prijel, pa lok sem prijel, pa sem rekel, hvala, jaz sem šel domov. Jaz sem doma rekel, to pa ne. Ta pa ne. Ta me noče naučiti igrati violinskega koncerta in pa nič, pa ne bom. No, in pol so presedlali, so rekli, to pa predolgo traja, boš pa igral klavir, ker tam pa tipko stisneš, pa se sliši, ne. Tam ne more iti mimo. Skratka, no, ampak to je bila moja zgodba violina, ne. Veste, pozabimo, da to obrtno znanje, ko opazujemo glasbo. Zakaj pa bom govoril v bistvu o diskretnem šarmu komponistov? Zato, ker komponisti si lahko zamislimo, ali pa si tudi zamislimo glasbo, ki ne obstaja. Torej, ne obstaja. Do tistega trenutka, dokler si jo mi ne zamislimo. Ko si jo mi zamislimo, moramo najti nekoga, ki jo zaigra. Možno je, da smo to mi sami, ne? Ampak jaz lahko napišem tudi violinski koncert, pa ne znam igrati violine. Pa ga lahko napišem, pa ga ne znam zaigrati. Kar pomeni, jaz moram nujno najti nekoga, ki ga bo znal zaigrati, zato da bo poslušalci, da boste mojo idejo, ki je izhajala iz časa, ko še glasbe ni bilo, ne, prišla do vas, da jo lahko slišite. Torej, zelo kompleksen problem je tukaj, ker slikar ne slika sliko, ki jo vi vidite. Slikar ne naredi načrta slike, ki jo bo nekdo naslikal, zato da boste vi videli, ne. Tukaj pa ustvarjalec, glasbeni ustvarjalec potrebuje posrednika, potrebuje nekaj, potrebuje glasbilo, potrebuje izvajalca, potrebuje ne vem, pevski zbor, potrebuje simfonični orkester, potrebuje organista, potrebuje violiniste, zato da lahko njegova ideja pride pred odjemalce, občinstvo, poslušalce. Torej, jaz si lahko zamislim stvar, pa vi nimate nič od tega. Jaz se moram spraviti v življenje. In tu je ta diskretni šarm, ne? Tu je skrit ta diskretni šarm, pa ne zato, ker mislim, da so, ali pa smo komponisti neka posebna vrsta živali, ne? Ki nekaj posebnega počnemo, ne? Ampak gre za en poseben ustvarjalni proces, kjer si mi zamislimo stvar, ki sploh še ne obstaja, si jo zamislimo, kako bo obstajala. Dostikrat se strinjamo potem, ali pa ne, s tistim, kaj ven pride, ne? Ampak, ko mi zapišemo partituro, ko se mi ukvarjamo z unimi črnimi kakci, ne, kaj jih tam zapisujemo, ne delamo nič drugega kot navodilo, čisto navodilo, kako se naj to izvede. Nič drugega. Recept. Kuharski recept. 2 jajci, 10 dek moke, pol litra vode. Mislim, to delamo. Kuharske recepte, kako se naj izvede. In to je tisto, kar je v glasbi pravzaprav nekaj izjemno drugačnega, kot je v drugih umetnostih. Ideja, ki izhaja pravzaprav iz
časa renesansa, enega velikega kiparja. Jaz nisem tu zdaj zato, da bi o tem govoril, ampak tisti kipar, se lahko še kdaj vrnemo do tja, je rekel, ko so ga vprašali, ampak kak imaš ti idejo za ta, kak z tega kamna to narediš, ne? Tisti kipar je rekel, saj jaz pogledam kamen, pa samo vzamem v stran tisto, kar je odveč. V tem kamnu je not že ta kip, ne? Je že ta podoba noter, jaz samo v stran vzamem. In dejansko to je s komponistom. Komponist naredi drugega, kot samo doda nekaj k tistemu, kar je tišina. Tišina je paleta, mi pa dodamo nekaj na to, pa tišina že obstaja. Ok. Narobe sem stisnil, prostite. Seveda, kot prvega bomo premislili Johana Sebastiana Bacha. Jaz vam letnice predstavim ne zato, da jih veste, ampak zato, da nekako se poskušamo miselno usmeriti v nek čas, da vemo, da to ni bilo prejšnji teden ali pa lani, pa tudi ne pred Prvo svetovno vojno. Ja, bilo je pred Prvo svetovno vojno, ampak bilo je precej pred Prvo svetovno vojno. Ni bilo med obema vojnama, no, tako hočem reči. Zdaj je 1685-1750, se bi brez njega evropska glasbena umetnost zagotovo ne bila takšna, kakršna je danes. In to je nekaj, kar se je treba zavedati. Ne? Brez Bacha evropska glasbena umetnost zagotovo ne bi obstajala takšna, kot je. Zato, ker je na toliko področjih pravzaprav deloval in takšen opus pustil za seboj, ne samo, da ga je nemogoče spregledati, nemogoče ga je pravzaprav preskočiti in reči, nič, jaz se pa ne bom s tem ukvarjal, bom jaz kar nekaj na novo začel sam. Ne gre. Zato, ker je to tako obsežna zadeva, da brez tega ne moremo pravzaprav spregovoriti o ne glasbeni harmoniji, ne o kontrapunktu, ne o tem, ne o onem, o celih strukturah, ki jih glasba v sebi nosi. Seveda, širši koncept razumevanja tega dela pa zajema dela komponistov, med katerimi so tudi recimo Antonio Vivaldi. To je bilo hkrati. Boste rekli, vse Antonio Vivaldi 4-letni časi. Kaj pa še? Konc, ne? To je problem, vidite? Kar naenkrat zmanjka. Pa je Vivaldi bil ravno tak violinist, pa ravno tak, mislim, znal je zadeve delati, ampak, ok. Pachelbel, Dietrich Buxtehude. O Dietrichu Buxtehudeju verjetno ste slišali, pa ne. Ne, seveda ne. Bach je bil po svojem obrtnem znanju, poleg tega, da je znal kompozicijo, oziroma znal pisati skladbe, rečemo temu, je bil kaj? Organist. Dietrich Buxtehude je bil boljši organist, ampak slabši komponist. Kombinacija malo slabšega organista in bistveno boljšega komponista je Bacha postavila bistveno prednost v zgodovino glasbe, kot pa Buxtehudeja, ki ni znal tako dobro pisati, je pa znal samo igrati dobro. Ker tisti, ki zna zelo dobro igrati, mora igrati nekaj, kar nekdo drug napiše. Ustvarjalni in polustvarjalni moment. Oba dva sta se potegovala za eno veliko službo. In je bilo rečeno, gospod Bach pa gospod Buxtehude, pridite sem, pa bomo mi malo videli, kdo bo to službo dobil. In sta morala improvizirati na orgleh fugo. To je ena glasbena oblika, in sta to počela. In to Bach počel z vsemi svojimi idejami in je to gospod Buxtehude počel z vsemi svojimi idejami. In je gospod Buxtehude dobil službo, gospod Bach pa je šel domov svoj, ne vem, 21 otrok krmiti. Ampak gospod Bach je znal napisati boljše stvari kot gospod Buxtehude. Ampak gospod Buxtehude je dobil službo, ker je znal boljše igrati. Konc. Mislim, takrat, veste, dobiti službo v enih takih prestižnih cerkvah, recimo kot bi bila, ne vem, v Weimarju je bila takšna velika, pa v Kölnu, v katedrali, biti glavni organist Kölnske katedrale. To je pomenilo za tisti čas nekaj, ne? In to so seveda bile službe, na katere je on hotel priti, ne? Ampak
ni čisto uspelo, ne? Ampak pustimo. No, to je bil Dietrich Buxtehude, med drugim, tako da ni bil to nobody, ne? Zgodovina glasbe ve o njem kaj povedati. Kaspar Kerl, ok, ampak s priimkom Bach pa so pomembni komponisti tudi njegovi sinovi, Bachovi. Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Wilhelm Friedman Bach in še drugi. To so bili pa ravno tako komponisti, ki pa seveda niso mogli niti približno zasenčiti očetove slave. Ne. Zdaj, pri Bachu, kot boste videli njegov opus, malo vam ga bom predstavil, ne, je problem tudi v tem blaznem opusu njegovih del. V času po baroku, to se pravi v času recimo zgodnega klasicizma, poznega klasicizma, so se mnoga njegova dela tudi izgubila. Ker tega bilo ogromno, ker pa komponist kot takrat še ni bil poklic, se on v svoje skladbe ni mogel podpisati, ne? On ni mogel desno zgoraj napisati, ne? Skladatelj pa sem, ne vem, Janez Klanec, ne? Zakaj ne? Zato, ker so njegove skladbe bile na prodaj. On je pisal in prodajal. On je prodajal glasbo, ne? Tako kot se prodaja danes pač marmelado, ne? Naredite marmelado, pa jo prodate. On je naredil skladbo, pa jo prodal, ne? Se ni smel podpisati, ker ko nekdo kupi tisto, ne? Kje je avtorske pravice, pa take zadeve, to, kar se danes nekaj probajo dogovarjati, to pozabite, ne? Zato je on izumil en svoj podpis, ne? Ampak o tem vam bom na naslednjem slajdu kaj povedal. In zaradi tega, ker se ni smel podpisovati na skladbe, so se skladbe tudi izgubile, ker se ni več vedlo čez 50, 100 let, 150 let, kdo je avtor. Se sam reklo, bomo igrali uno sonato, pa bomo zapeli tisto kantato, pa bomo odigrali tisti koncert. Ja, kdo je pa avtor? Jo, ne vem, to je že stara stvar. Ja, pa kdo je pa napisal? Jo, ne vem. Namreč za Bachovo vstajenje, če tako rečem, ne, je zaslužen skladatelj, ki se imenuje Felix Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn, po domačem, gospod Mendelssohn. Kajti on je bil, ob tem, da je bil komponist, je bil tudi dirigent. In on je oboževal Bachova dela, velike koncerte, njegove Brandenburške in tako dalje, in je začel iskati njegova dela, ker je rekel, da ta človek ni mogel samo to napisati, ta je moral še nekaj početi, in je našel cel kup rokopisov. In je potem s pomočjo originalnega rokopisa ugotavljal, ali je to Bachov rokopis ali ni, ali je to on pisal ali ni in tako dalje. In je šel iskat, nazaj je šel iskat knjige, od koga so kupovali skladbe, kdo je bil tam, kdo je, veste. In se ugotovilo, da je od Bacha, da so bile kupljene. Ampak pri rokopisih se je zataknilo zaradi tega, ker je Bach zadnja leta, zadnjih svojih 10-15 let bil na pol slep. On je imel sivo mreno in ni videl. Ja, in je skladbe narekoval. In so njegovi sinovi pisali. Kar pomeni, da se je rokopis spremenil. Tam pa ni bilo fotokopiranega stroja, da bi lahko fotokopirali hitro, ampak so prepisovali, kaj je Ate rekel, ne? In ko so šli rokopis gledati, so rekli, to pa je rokopis od Filipa Emanuela, skladba pa je od Ateja, ne? In polk se je pa porazgubilo, so pa šli iskat, pa so ugotovili, da je zapisano, da je Filip Emanuel kopiral Atejevo partituro, ker je že bila stara, pa slabo se je videlo in tako. Mislim, naenkrat so ugotovili pravzaprav njegov velikanski opus. Do tja bom prišel še in boste videli, da je to takšen opus, da glava boli. Takšen opus. Skoraj je nemogoče, da bi rekli, da je to en človek napisal, no? Ampak se je ugotovilo, da je. Poleg tega vam bom pokazal cel kup del, skoraj 140-150 del so Bachu pripisali, ki niso njegove. In so se na koncu zdaj, recimo zadnjih 50-60 let se je ugotovilo, so revidirali, so rekli, to pa ni Bach napisal, pa to ni Bach napisal, pa to ni Bach napisal. Ravno zato, ker so šli iskat vso dokumentacijo, ker dokumentacija pa obstaja. In tako dalje, in tako dalje. Ampak do tja bomo tudi prišli. Dobro? Torej, Johann Sebastian Bach, tako bi naj izgledal. Tako bi naj gospod izgledal. Ta bujna frizura ni bila njegova frizura, ampak takrat se je nosilo perike.
Tako da, kako je gospod Johann Sebastian Bach brez tega zgledal, ne vemo, lahko da je bil meni podoben. Ja, ne vem, jaz rekel, lahko da je bil. Poklica sva podobnega, ne? Ampak tako bi naj gospod zgledal. Tako bi naj gospod zgledal. O njegovem življenju kroži cel kup anekdot. Poročil se je kar nekajkrat, med drugim tudi svojo sestrično. Imel je to, kar sem rekel, mislim, da 20 ali 21 otrok. Skratka, bil je zelo plodovit skladatelj, jaz temu rečem, ne? Vsestranski plodovit skladatelj je bil. Ampak to ni nič slabega. Ne? Moramo vedeti, da takrat ni bilo elektrike pa televizije, po zimi pa je bilo že ob 4 popoldne temno. Ne? Tako da je bilo mnogo časa za komponiranje. Ne? Ampak on je pač komponiral ob slabi luči, ob tistih brlenkah in tistih ne vem kaj že zdaj, in to mu je vid pobralo. Ne? To mu ga je pobralo in na koncu je bil seveda pač slep gospod. Okay. Koliko je tu star, lahko ugibamo, zato ker slika ni datirana, ne vemo z katerega leta je, ampak gospod je bil pač približno takšen in to je tudi ena najbolj znanih Bachovih slik. Torej, Johann Sebastian Bach, narobe stiskam, takle, nemški skladatelj, organist, rojen 21. marca, evo vidite, umrl 28. julija v Leipzigu. To spravi, gre za to, da se je ta nemški barok ali pa barok začel dogajati res v Nemčiji. Če rečemo, da je renesansa pred tem, pa antika, recimo, da je bila grška antika, ampak če rečemo, da je renesansa večinoma bila v Italiji in delno v Franciji, ne, se je barok začel dogajati v Nemčiji, Avstriji, nadaljeval v ta klasicizem s centrom na Dunaju, kar se pozneje selilo v drugi center, kar je bila recimo Praga. Šele kasneje se tukaj pojavi ob rojstvu, ob zaključku klasicizma se pojavi v bistvu Italija, potegne za sabo celi tisti operni moment zaradi samega jezika, italijanščine, ne? In začne pravzaprav svoj veličasten glasbeni pohod preko Verdija in njemu podobnih komponistov Puccinija in tako dalje v svet gledališč in se vrne, cela zgodba se vrne nazaj v Nemčijo, se cela zgodba pozne romantike zaključi z Wagnerjem, torej spet Nemčija prevzame zadevo, vmes je dobro Francija, ampak gremo pa potem Avstrija in Poljska, kjer pa najdete velike komponiste, ne vem, od Čeha, recimo, ali pa Dvoržaka, Chopina, Smetane, Rusov, ne, ruskih komponistov, Čekovskega, Borodina, Mussorgskega in tako dalje, in naenkrat postane en takšen panevropski prostor teh različnih glasbenih dogajanj, kjer pa ne moremo več locirati enega centra, kot bi takrat rekli Nemčija, Italija, opera, dunajska klasika, ne vem. Naenkrat tak panevropski prostor nastane, kjer pa glasba najde cel kup nekih prostorov. Obvezno, sporedno s tem je treba pa opazovati dva razvoja. To je razvoj glasbenega šolstva, ki se začne pravzaprav v klasicizmu že, nadaljuje pa v romantiki, in dobiva to glasbeno šolstvo vedno nove podmladke, ki znajo obrtno obvladati glasbo, in po drugi strani ob tem se vzpostavljajo tako imenovane akademije ali pa akademije, Akademija Philharmonicorum, tako kot je v Ljubljani, kar ni nič drugega, ne akademijo misliti kot akademijo, kot glasbeno akademijo, kot šolo, ampak akademija ni drugega kot društvo, glasbeno društvo, ki pa pridobivajo svoje koncertne dvorane in glasbena gledališča, kjer se pa začne dogajati, zdaj pa to, kar sem v uvodu rekel, družbena gibanja, glasbena družbena gibanja, kjer komponisti, izvajalci, glasbeni interpreti in tako dalje lahko pokažejo svoje, recimo, glasbene umetnije. Ker predtem je bila glasba tukaj še zaprta v bistvu v dost omejene cerkvene ustanove in kroge, hkrati pa seveda s cerkvijo povezano ideologijo in celo mašinerijo, ki je poganjala pravzaprav to umetnost. Saj vemo, oni so
Cerkev je bila odlična, ker je plačevala ljudem, da so lahko delali. Ne? Ampak hkrati so pa morali delati po nekih ideoloških omejitvah. Ne? Ker to ne gre brez tega. Ne? Mi te plačamo, ti boš pa delal, kar hočeš. Ne? To ne gre. Če te jaz plačam, boš delal, da ti jaz rečem. Ne? Mislim, kje pa smo zdaj na tržnici ali v Sloveniji. Ne? Spravi, to je le treba vedeti. Ampak nastajale so velike umetnije. In vedno bolj se je pravzaprav na drugi strani pa ta moment odvijal, recimo tega ljudskega znanja v glasbi in ustanavljanja akademij, vedno bolj se je pravzaprav trgala glasba ven iz teh ideoloških cerkvenih krogov in je postajala pravzaprav vedno bolj družbena. Vedno bolj so ljudje lahko zahajali v gledališča. Če poznate Mozartovo zgodbo, Mozarta so jahali zato, ker ni hotel pisati oper v italijanščini. Ne? In potem je on rekel, ne, nemški jezik je ravno tako dober za opero. Ne? In je začel v nemščini opere pisati. In vzpon nemškega jezika skozi opero je bil nekaj strašno posebnega. Zdaj, ko se vodi ta dolga debata o angleškem jeziku v šolstvu, v angleškem jeziku, ne vem, znanosti, prav, saj je problematično. Predvsem je problematično za manjše jezike, kot je slovenščina, kot je ne vem kaj, je problematično to, zato ker se izrinja nek jezik. Ne? Ampak če pa pogledate širšo zgodbo, širšo zgodovinsko zgodbo, to je nek koncept, jezikovni koncept Evrope, pa boste videli, da se je Evropa pravzaprav jezikovno dostikrat spreminjala. Jezik, ne vem, mojih starih staršev, recimo, meščanski jezik je bil nemščina. Na drugem področju Slovenije je še danes jezik italijanščina, pa se ne bojo raztrgali zaradi tega, ampak obstaja jezik in se ravno tako komunicira v njem. Ampak recimo jezik visoke politike, evropske politike je francoščina. Diplomacije, ne? Jezik diplomacije je francoščina. Jezik umetnosti, glasbene umetnosti je italijanščina. Mi še vedno v partiture pišemo italijanske izraze noter, ne? Saj se jih Sloveni, pa se jih pa ne vem kaj še vse, ne? Tudi nemški komponisti so v nemščini pisali izraze v partiture, ne? Ampak italijanščina je, ne? Medicinski jezik je latinščina. A vidite, kar pomeni, da ta jezikovni kodek, ne, je odvisno od tega, kje se nahajamo, kje kaj delamo. In gre za razumeti, da je seveda jezik današnjega časa, tehnologije, računalniškega napredka, ne vem, če so še vse, je angleščina, ker je prišla skozi ta vrata noter in je postavila pravzaprav neka kodirana mesta znotraj znanosti, bi lahko rekli. Ne? Naenkrat ugotovite, da cel kup izrazov, ki smo jih že povzeli, ki jih že uporabljamo, sploh ne prevajamo več, ampak jih razumemo. Če pa pogledate jezik za nazaj, pa boste ugotovili, da cel kup germanizmov, romanizmov, ne vem, latinističnih izrazov in tako dalje, da smo jih povzeli v jezik noter in jih kar uporabljamo, kar so. In ne znamo reči, in ne moremo reči, to pa ne bom rekel zato, ker je to pogermanizem. Ne? Jezik je nekaj, kar se razvija v skladu pravzaprav z nekim časom in z neko kulturo. Je pa res, seveda, da ga je treba pa znati tudi omejiti pa negovati. In v tistem času, če rečem zdaj v času, seveda, Baha, je bila pač nemščina tista, ki je njemu služila zato, da je pisal v nemščini oratorije, pa kantate, pa tak dalje. Zakaj ni pisal v francoščini? Zakaj? Zato, ker je služil nemški cerkvi, protestantski. On ni služil anglikanski, še manj pa rimski. Naenkrat se pa pojavijo potem komponisti, ki pa pišejo maše v latinščini. Zato, ker je latinski jezik cerkve in če vi napišete latinsko mašo, se to mašo lahko izvaja, ne vem, v Rimu, v Vatikanu, na Dunaju, ne vem, kje še vse, ker je jezik latinski, ker je njihov jezik, ne? On pa vztraja na nemškem jeziku in zato, je imel nemalo problemov, veste, ampak od teh ne moramo. Čas njegovega ustvarjanja torej zaznamuje barok, njegova dela so znana po intelektualni globini, to moramo vedeti. Ne? On ni samo, da bomo poslušali, on ima veliko intelektualno globino, njega se analizira in se ga analizira še danes, zakaj, kako, kje, to je njegova moč. Izredni neki muzikalnosti. Meni je najbolj všeč, tam ob koncu prejšnjega stoletja so razvili hipotezo in
vsaka čast dobrim muzikologom, da je Bach pravzaprav ne spada v tisto razumevanje baroka, kot ga mi hočemo razumeti, ampak je pravzaprav romantik. Njegove glasbene fraze v mnogih delih so tiste, ki jih je šele nakazovala romantika 18. in 19. stoletja. Vsaj 150-200 let kasneje pravzaprav se razvijajo te glasbene melodične misli, ki jih je Bach pravzaprav že v baroku imel. Ampak jih seveda ni mogel razvijati zaradi časa, v katerem je ustvarjal. Ker takrat on ni mogel razviti melodije na ta način, kot jo razvije Chopin, recimo, na klavirju, zaradi tega, ker klavirja Bach še ni imel. In njegov klavir, klavičembalo, klavikord, kakor ga imenujemo, mu ni nudil te tehničnega izraza, kot ga nudi ta klavir Chopin ali pa Beethovenu. A veste, ko to začnete skup misliti, pa naenkrat ugotovite, da je on hotel nekaj stvari, ampak hodil je vedno na skrajni meji inštrumentov in glasbil, ki so bila takrat sposobna. Poglejte, on je recimo pisal brandenburške koncerte za svoje orkestre, ki jih je imel, in v njem so igrali glasbeniki, ki niso imeli glasbene izobrazbe, ampak so bili več manj samouki. To pomeni, da je ta naučil svojega soseda igrati, ta je naučil pa ta drugega soseda nekako igrati. In zato so njegovi koncerti, ki jih poslušate več manj, bolj enostavni, kar se tiče glasbil. Vse to je za tretji razred glasbene šole. Seveda, se pa takrat ljudje niso več znali. In 150 let kasneje Beethoven piše takšna grozna pisma, kak bi on želel napisati svojo simfonijo malo boljše, ampak nimam glasbenikov pravi, ki bi to znali zaigrati. In potem imate tam glasbenike, ne vem, na kontrabasih, ki 3 tone igrajo. Zato, ker ne znajo. Ne zato, ker Beethoven ni znal. In zato je bilo Bachu najlažje pisati za orgle. Ker rekel, vas gleda nekaj, vi če ne znate igrati, jaz se bom sedel za orgle, bom jaz zaigral, bom jaz pokazal, kak je to. Poleg tega je pa pri Bachu še en pomemben korak bil. V tem času se namreč je razpad tonskega ali pa tonalnega sistema bil. Kaj to pomeni? Da bi morali videti v renesanso, pa bi morali narediti eno srečanje o tem, kaj so stare lestvice. Stare antične lestvice, jonska lestvica, dorska lestvica, frigijska lestvica, miksolidijska lestvica, lokirska lestvica. To niso dur-moli. To ni dur-mol. To so lestvice, ki so na drugačnih principih, ki izhajajo iz pitagorejskih lestvic, ki izhajajo pravzaprav iz gospoda Pitagore, ki je razdelil struno na enake dele in je... Ok. Razpad sistema pomeni za Bacha novo rojstvo. Zato, ker ugasne naravna uglasitev inštrumentov. Ne vem, če si to predstavljate. Inštrumenti so bili uglašeni po naravnih ali kvotnih tonih. In med seboj niso mogla igrati pihala s trobili, pa trobila z godali, pa ni šlo med seboj, zato, ker so imela drugačne osnovne naravne uglasitve. Dan danes, ne vem, če se na inštrumente spoznate čisto na hitro, obstaja tako imenovana B-trobenta. B-trobenta pa recimo obstaja, kaj bi rekel, S-klarinet. Klarinet spada med pihala, trobenta med trobila. Ampak B-trobenta ima za svoj osnovni ton ima B. In od tam dalje gradi tone. S-klarinet ima za svoj osnovni ton S in od tam gradi tone. Če obadva zaigrata isti ton, pa se zmenimo, obadva zaigrata C1, C1 je tisti ton, ko so nas vsi naučili, bosta ta dva tona tak fauš, da vas bo ven odneslo. Zakaj? Zato, ker imate naravno uglasitev. Ker ko vi pridete do tona C od osnovnega B-ja, je to tisti in tisti alikvotni ton, ko pa pridete od tona S, je pa oni in oni alikvotni ton, ki se pa razlikujeta v frekvencah, ki strižeta. Kaj je nastalo v času Bacha? Šlo se je iz naravne uglasitve v tako imenovano temperirano uglasitev ali pa matematično natančno uglasitev. In so naenkrat vsi inštrumenti začeli igrati tak, da so lahko igrali med sabo. Da kdo je zaigral ton C1, je zaigral ta, pa ta, pa ta, pa ta, je bila ista frekvenca. In kaj se je zgodilo? Takrat so naredili en klavir, rečemo klavir, čeprav ni bil še klavir, nek klavikord, kjer je bilo možno igrati v vseh lestvicah, na vseh poltonih enako, zato ker je bila oktava razdeljena na matematično natančnih 12 tonov.
oziroma poltonov, mi rečemo danes, ne? 12 stopnj. Enakih poltonov, enakih. Njemu se je Marija prikazala in je napisal dva zvezka, ki se imenujete, da zvolj temperirate s klavir, oziroma dobro uglašeni klavir. Dva zvezka, preludijo in fug. Na vsakem poltonu. C-dur, preludijo in fuga, C-dur, preludijo in fuga, D-dur, preludijo in fuga, D-dur, C-dur, tako je prišel do konca in potem je rekel, to je prvi zvezek, imam še enega. C-dur, dva zvezka, in to je temelj še danes. Temelj poznavanja tehnike klavirske igre, preludijo in fug, dvoglasnih, triglasnih in tako dalje. Še danes. To je postavil temelj. V tistem trenutku, ko se je ločil, rečemo, naravni sistem od temperiranega. Nekaj takšnega, pravzaprav si težko predstavljamo. Pol je naredil še zvezek za Ano Magdaleno Bach, za hčerko, ki je igrala klavir in si je zmislil etide za klavir, da je ona lahko trenirala, da je prstne rede se naučila, pa tehniko igranja. Naredil je klavirsko šolo. Nekaj, kar se sploh takrat še ni razmišljala o tem. On je deloval tudi na nekem pedagoškem področju in to ga je pravzaprav postavilo v eno popolnoma novo luč. On je svoje otroke učil inštrumente igrati. Veste, ne bom rekel, da je bilo glasbeno šolstvo razvito, ker ni bilo, ker takrat še glasbenih šol ni bilo, ampak on je naredil že učbenik, po katerih stopnjah se vi učite lahko. Ko obvladate prvo, greste na drugo, greste na tretjo in pol naenkrat obvladate, ko pridete do konca takega zvezka, že kar nekaj znate. Učbenik. Ok. Bach. Je pa bil tudi orgelski virtuoz, služboval kot dirigent, organist in skladatelj, deloval na različnih dvorih, v različnih znanih cerkvah, komponiral za vse sestave in velja za enega najbolj vsestranskih komponistov v zgodovini. Tak, to je sigurno nek tak temelj. To vidite na levi strani njegov rokopis, ena sonata za violino la 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 la, za violino solo. Tu pa vidite njegov znamenit podpis. Najprej njegov podpis rokopis, ne? Pa njegov znameniti podpis z eno samo noto. Če znate note čitati, ne? Če pogledate violinski ključ, ne? Tega smo se vsi v šoli učili, ne? Violinski ključ, en nižaj, je to ton B, ne? Ker namreč njegov priimek je sestavljen iz 4 tonov. Iz tona B, iz tona A, iz tona C in iz tona H. To so 4 toni, ne? Torej, če tega beremo, je to ton B, ne? Če ga beremo tukaj, violinski ključ, ne? Pa nima nižaja, ne? Je to ton H, ne? Ker B, H brez nižaja, B brez nižaja je H, ne? Oziroma znižan H je ton B, ne? Vidite, je to ton H. Če ga berete v alt ključu, to je C ključ, ne? Če berete C ključ, je to ton C, vidite, to je ton C, kar pomeni terco nižje je ton A. Ja? To pa je sredinski alt ključ, kjer je to ton C tukaj, ne? Tu je sredinski ton C tukaj in beremo tukaj in je to C. Je to C. Je to torej B, A, C, H. Ja, ampak možak, se je bil brihten, ne? Je šel in se je v svoje skladbe tudi podpisoval. Tako, da je uporabljal akorde, akordične strukture ali pa melodije s temi 4 toni. B, A, C, H, je napisal noter in se je podpisal. In to so ugotovili in potem so šli iskati njegove skladbe. Kje ima podpis? Kje je to noter? Sam ni vedno lahko najti. Ali je v partituri, ali je v celem orkestru, ali je nekje noter, ampak je vedno skrita. To je uporabil kot nek svoj skrit podpis, veste, kov papir, ne, da bi naredili vodni tisk noter, ne, se je podpisoval v svoje skladbe. Vse tega imate v umetnosti dosti. Ljudje se skrijejo svoje imena not, ne. Albrecht Dürer tudi, ne, prodajajo slike, ne, pa se je podpisoval noter, pa so rekli, kak, ne smete se podpisati, pa je on rekel, vse se nisem podpisal, napisal sem AD, Anno Domini, pa letnico zraven, ne. To ni moj podpis, ne, ker prodajajo slike, ne. Vse poznate te Dürerja, tega velikega grafika.
taki A je naredil, taki oglati A, ne, pa D not, pa letnico zraven, ne, letnico zraven, pa so rekli, ne smeš se podpisati, sliko smo kupili, ne, to je Anno Domini, to pa ja lahko napišem, kjerga leta je slika nastala. Ok, njegove skladbe se danes zapisujejo pod oznako BWV, ne zamenjati z BMW, ne, BMW je drugo. B dvojni V, enojni V, ne, to pomeni Bach, Werke, Verzeichnis, ne, Bach, Werke, Verzeichnis. To ne pomeni nič drugega kot pravzaprav oznaka za Bachova dela. Ampak, ker Bach jih ni zapisoval, je to leta 1950, to spravi pred 60, dobrimi 60 leti, naredil gospod Wolfgang Schmieder. In on je bil muzikolog, ki je ta dela klasificiral, koliko jih je le zmogel, kako so šla, kaj skup paše po letih, po sistemih, on jih je sistematiziral in je šel, to je bilo njegovo življenjsko delo. In ta Bach, Werke, Verzeichnis, ta BWV se piše še danes. To je to, kar kasneje rata v glasbi tako imenovan opus. Beethovenova simfonija, številka 1, opus, toliko in toliko. Tak opusi, ne? Ampak komponisti potem začnejo že opuse pisati, ker so jim pač v glavo nabili, da najmalo reda naredijo v svojem predalu, ko pišejo muziko, zato da bojo rodovi za njimi vsaj približno vedeli, kaj kam spada. Bach, Werke, Verzeichnis pomeni, da je to bilo leta 1950 klasificirano za nazaj. Lahko da striže kaj, lahko da je kaj mimo, ampak to nas danes pravzaprav sploh več ne moti. Nam gre bolj za to, da mi dela ločemo med seboj, da vemo, zato ker on ima recimo naslov Sonata za violino. Ok, ampak katera? Sonata za violino BWV 4, 120, ne vem kaj že vse. Zato ker je klasificirana, da je naredil, eno je naredil tistega leta, eno pa 5 let kasneje, eno pa ne vem kaj še vse, eno je naredil v Leipzigu, eno je pa naredil na Dunaju. A veste, v tem stilu so zdaj dela klasificirane. Torej, ampak označena dela pod BWV 1 pa so vse do 1120, to spravi 1120 del je označenih. Predstavljate si 1120. Štejte počasi do 1120, ne? Če vsak dan rečete eno številko, boste par let govorili, ne? S tem, da to niso dela, to niso skladbice, ki trajajo minuto, ne? To so koncerti, to so velike maše, to so kantate, to so oratori, to so... Ima pa samo eno številko, ne? O tem govorim. Do 1120, temu sledijo dodatki pod oznakami BWV Anhalten, to spravi kot 1 do 189 in pa tile pa predstavljajo 3 različne zadeve. Od 1 do 23 so tako imenovana izgubljena dela ali pa skladbe v fragmentih. To spravi, imamo podatke, da je Bach napisal to skladbo, ampak je nimamo. Imamo pa podatek, da je bila izvedena, da se je delalo, ker so beležili koncert, je bil gospod Bach, je naredil skladbe pa ni nikjer, ali pa imamo samo fragmente, imamo samo dele partitur, imamo samo parte za violino pa trobento, nimamo pa celega, koščke imamo samo, ne moramo jo sestaviti skupaj, ne? To od 1 do 23, potem dalje, od 24 do 155 so dela, za katere avtentičnost ni dokazana. Predvideva se, da jih je Bach naredil. Recimo, da jih je, ampak ne moramo pa reči zagotovo, zato ker jih je lahko narekoval, lahko, da so originali bili njegovi, ampak ker takrat niso imeli fotokopirnega stroja, so morali na roke prepisovati partiture in ko je nekaj na roko prepisano, se tudi nekaj lahko pozabi podpisati in tako dalje. Skratka, ne moramo vedeti, avtentičnost pa ni dokazana, recimo pa da je, ne? Od 156 do 189 pa so dela, ki so bila prepisana v Bachu, pa niso njegove. To spravi, teh je, kot vidite, kar nekaj, jih je več kot 30 del, za katera vemo danes, da niso njegova. So napisana v njegovem stilu, so napisana na ta način, kot jih je on delal, ampak jih je, bodisi, da jih je napisal sin, bodisi, da jih je napisal nekdo pod njegovem naročilu ali pa pod njegovem, skratka. Ne ve se, ampak če pa poslušate tisto delo, je pa tako, da bi ga Bach napisal, zato ker se ga da. Baha danes seveda lahko posnemamo, če tako rečemo, ne moramo se mu približati, ampak lahko ga posnemamo na ta način, da bi vi rekli, vse pa to je Bach, ne, ni, to je danes nastala skladba, zato ker upošteva vse parametre, ki jih je Bach upošteval na ta način igrano in tako dalje in tako dalje. Ne bi je ločili, ampak obstajajo skladbe, ki so bile pripisane nekoč Bachu, ampak jih ni on naredil.
Seveda, danes poznamo tudi oznake višje od BBV 1126, ne, ki so bile pa dodane zdaj v 21. stoletju. Gre za rekonstrukcijo skladb, ki jih je bilo možno narediti po različnih delih, najdenih partih in prepisanih partiturah. Njihova oznaka pa je NBA, to ni košarkaška liga, ne, ampak pomeni neue Bach-Ausgabe, neue Bach-Ausgabe. Najnovejše oznake so tudi NBA revidirane, ki jih uporablja založba Bernreiter. Bernreiter je ena velika založba, ki je pravzaprav odkupila in poseduje največ arhiva Bachovih del. Ne originalni, ne rokopisa, rokopise so druge, arhiva, njegovega arhiva je v Bernreiterju. In Bernreiter je seveda naredil to NBA-Ausgabe, oziroma revidirano, skupaj z organizacijo imenovano Bach-Archiv in pomeni revidirane izdaje NBA-ja. To se pravi, revidirane, popravljene, urejene, tisto, kar manjka. Imate, ne vem, koncert za 2 violini in orkester, pa ste pa part sam za 1 violino. Ne? Kje pa je ta druga violina, zgubila se je. Treba jo revidirati, treba je pogledati, kaj bi bilo, kje bi bilo, pa mogoče obstajajo neki parti, pa, a veste, tudi Mozartov Requiem, če tako rečemo, ne? Vsi ga poznamo. Pa Mozart pravzaprav Requiema ni napisal. Ampak Mozart je napisal Requiem, boste rekli, kaj za jaz malo noro, rečem 2 stavka, ki ne gre ta skup. Mozart je napisal Requiem, ampak ni ga napisal. Seveda, ni ga on zapisal. On je dovolj napisal od Requiema, dovolj elementov, da se ga dalo skup sestaviti. On je Requiem pravzaprav narekoval. V filmu, če ste gledali, ste videli, da je gospod, ki ga je skoraj na smrtno posteljo spravil, ne? Pa tista je bolj zgodbica, tista je bolj zgodbica, ne? Gospod Salieri ga ni nič ga ni, ne? Res, da nista bila v najlepših odnosih, zato ker je pač Mozart njemu po službi hodil, ne? In on mu je pa ženo malo vlekel za lase, ne? Ampak, torej nista bila glih blazna frenda, ne? To se ve. Ampak Mozart je imel cel kup prijateljev in cel kup učencev. On je učil, Mozart je učil. No in eden od učencev je bil tudi Süssmayer in on je bil, če rečemo to, posvečen v Mozartovo delo, da je znal dokončati po Mozartovih zapisih zadeve, ki jih je skup zložil. Ne? Torej Mozart je napisal Requiem, ampak ga ni napisal do konca. Ne? Ampak je dovolj zapisal, da se ga dalo rekonstruirati. In danes je to Mozartov Requiem. A veste, ne? Zato pravim, revidirane izdaje pomeni, da mi gledamo in poslušamo danes lahko Bacha, ki je pravzaprav bil izgubljen, ampak je na novo popravljen. Ob tem obstajajo posebni oblikovan, seveda posebno oblikovan tako imenovan BC, kar je katalog kompendij Bachovih glasbenih, vokalnih skladb. To se pravi, pod BC imate Bach vokalne glasbe, imate tako imenovan BNB, kar je Bach noten bibliotek, to se pravi, imate samo biblioteko Bachovih del, samo njegovih del po svojih oznakah. Potem imate, to predstavlja dela tudi drugih skladateljev, ki jih je Bach aranžiral. Ker Bach je tudi delal aranžmaje. Bach ni sam svoje skladbe, on je aranžiral. Je imel, ne vem, skladbo za čembalo, pa jo je aranžiral recimo za godalni trio. Pa ni bila njegova, ampak on je aranžiral tako, da je dal tudi neke svoje ideje, not pa ne vem kaj še vse, ne? Dopolnil, kopiral, stilno obdelal, pripravil za izvedbo, kakorkoli uredil, tudi to je Bach počel, ni on sam svojih skladbic pisal, ne? Potem imate oznako SBB, kar je oznaka za Staatsbibliothek zu Berlin, to se pravi berlinska mestna knjižnica, ne, Staatsbibliothek zu Berlin, in kjer hranijo pa se Bachovi rokopisi in imajo posebno oznako. To se pravi, zapiše se Bach Werkeverzeichnis po tem in tem rokopisu, številka BBV toliko, v tistem in tistem. Mislim, to je precej zapletena zgodba. No, pol imate še oznako BD pri Bachovih delih, kar je sodobna oznaka za Bach Digital, digitalizirana dela, kar pomeni oznako posebnega digitaliziranega arhiva Bachovih del. Obstaja digitalizirani arhiv, obstaja tudi prepis del Bachovih sinov in sicer. To se pravi, BR pomeni prepis od Wilhelma Friedricha Bacha, prepis od Karla Filipa Emanuela Bacha, ne, Karl Filip Emanuel Bach, prepis od Johana Christopherja Friedricha Bacha. Ne. To se pravi, prepisi Bachovih del, tako kot so jih sinovi prepisovali. Ker ali Ata ni več videl, ali Ata ni imel časa, ali je Ata hotel, da se sinovi kaj naučijo, pa je rekel, gled, tu sem napisal, ti pa, a veste, to se ne ve več, ampak
Oni so pisali po njegovih navodilih, nareku, ne vem, karkoli, je bil mentor in učitelj, ni važno, ampak to so pa Bachova dela, ki so jih novi naredili. No, tu vam lahko pokažem par takšnih slik, kako to recimo izgleda. Zdaj se še ne bo nič slišalo. Recimo tako to izgleda, ne? Imate eno skladbico od Bacha, Wie schön leuchtet der Morgenstern, imate oznako BWV-ja 1, Bach arhiv oznaka 173, je koralna kantata, tak in tak in tak, in zdaj imate sestavo seveda tega točnega, kaj to je in kaj to ni. Primrzno, dobro, ok, ne vem zakaj. Zmrzno nam je. Dobro, ni čudega, bo že odmrzno. Zmrzno. Miška ne skače. Ne morem primakniti miške. Skratka, zato vidite, da obstajajo pravzaprav danes Bachovi arhivi na različne načine dosegljivi. Superce. Zdaj, hvala. Glejte, ne? In pol imate seveda vire naznačene, ne? Edicije, vidite, o tem sem govoril, NBA-ju, ne? Neue Bach-Ausgabe, ne? Številka toliko, kdo je naredil to leta 95, kritični bericht je zraven in tako dalje, kje se to nahaja, kje je to mestna številka. Zdaj pa seveda, recimo, še bolj kompliciran primer je takšen, upam, da ne vzmrzno, ni zmrzno. Tu imate recimo koncert F-dur, Bach-Werkverzeichnis z dopolnitvami, Bach-Werkverzeichnis 98 za orgle, vidite, in vse podatke, kako so zraven. Če pa recimo iščemo še bolj komplicirano zadevo, pa najdemo Dobro, bomo šli dalje, pa bom pošel nazaj. Recimo velika, pomembna, znana dela Bacha, ne? Ker če recimo vsaj to veste, ste že dobri pri Bachu, ne? In zagotovo ne rabite biti veliki glasbeni poznavalci, da vsaj nekaj od tega poznate, ne? Poznate brandenburški koncerti, violinski koncerti in partite, njegove znamenite Goldberg variacije, angleške, francoske suite, suite za čelo solo, Rostropovič jih je igral, to so eni večjih posnetki njegove, sonate za violino solo, dobro oglašen klavir, prej sem vam povedal, tista dva zvezka, velik njegov Mateo Passion, to se še danes izvaja v velikih prilikah, Tokata in Fuga v D-molu, to zagotovo poznate, tista okay? Fantazija v G-molu, Maša v H-molu, koncert za dve violini Godala in basso continuo, italijanski koncert v F, božični oratorij njegov. Veste, to so taki zbori, pa takšni orkestri, to je nekaj popolnoma novega za tisti čas bilo, ne? Violinski koncert v A-molu, violinski koncert v E-duru, različne kantate, oratoriji, umetnost fuge, kunst ter fuge, ne? To so velika dela, ampak tu sem vam jih res naštel tistih par procentov teh highlight, tega, kar človek reče, to pa res treba poznati, ne? Recimo, en par takih odlomkov bi vam pokazal, recimo H-mol, njegova velikanska H-mol Maša, ne? Kakšna zadeva je to, ne? Se ne bomo jo 1 uro poslušali, ampak sam, da dobite en občutek, kak to. Recimo, da bi vam pokazal recimo Goldbergovo variacijo, ta je ena od znamenitih. Gould je namreč eden od pianistov, ki Bacha igra romantično. Glenn Gould je bil nekaj posebnega med izvajalci, zaradi tega, ker je, če ste ga kdaj gledali, obstajajo posnetki njegovega izvajanja, on je sedel na enem takem nizkem stolu za klavirjem, on je klavir igral tu gori,
Gor je igral in pol si je ponavadi na kakem koncertu se je Ramos pokvaril, pa ga je v križu vsekalo, pa je nehal igrati, pa on je sedel čist nizko, on je tak igral klavir, tu ga je igral. Ja, posebna tehnika, ne, pa zraven, njega je bilo strašno težko snemati, vse so ga snemali, ampak on se je pel zraven vedno, ne. On je igral, vedno je mrbral nekaj, pa brenčal, ne, in so rekli, pa bodite tiho, ne, vi sami igrajte, ne. Ja, to so pač umetniki, veste. No, ker velja za Bacha, ker velja Johann Sebastian Bach za enega večjih genijev in začetnika evropske glasbene kulture, so tudi mnogi komponisti posegali po njegovih delih in jih vključevali v svoje kompozicije. To spravi, tudi njegova dela so vključevali v kompozicije in seveda jih aranžirali, stilno obdelali ali kakorkoli drugače spreminjali. To je, Siloti je bil en tak, Alexander Siloti je en tak zanimiv pianist bil, ki je Bacha oboževal in je recimo eno njegovo skladbo, vam jo hočem predstaviti. To je Bachova originalna skladba. Bacha okoli obrnil. To, kar je v levi roki dal v desno, to, kar je v desni pa dal v levo. Spremenil seveda tudi tonaliteto, ampak naredil Bacha drugače. Evo, Alexander Siloti je naredil klavirsko transkripcijo preludija tega in ga je predstavil iz E-mola v B-mol in zamenjal part leve in desne roke. Ne? In še dan danes lahko kupite note, naročite ali BWV 855, ne, pomeni Bach, ali pa BWV 855A, kar pomeni Siloti. In oboje se pripisuje k Bachu, ne? Oboje je njegova kompozicija. On ni rekel, to je moja kompozicija. Sem rekel, gledajte, kaj se zgodi. Tudi to funkcionira. Ne? In 855A oznaka je tak, sta zamenjana parta. Ne? Eno bolj popularnih predelav, recimo Bachovih del, prihaja iz jazza. Leta 1963 je šel album s naslovom Bach's Greatest Hits, Bachovi največji hiti. Ne? Ime so zapisali kot Jazz Sebastian Bach, ne? Johann, ne? Ampak na plošči imate JSB, Jazz Sebastian Bach, JSB piše tako dole, ravno tako. Je šel v Franciji, izvajalci so bili pa Swingle Singersi in prijeli znamenito Grammy nagrado za najboljšo izvedbo in najboljšega interpreta. Vsi poznamo to skladbo. To je Bach. Poslušajmo jo. Sam začetek. Ampak moj namen je predvsem v tem, to je Bach, dragi moji, ne? To je Bach. Bach premore vse takšne različne interpretacije, ne? Recimo, aranžerji in predelovalci posegajo seveda po najbolj popularnih delih in iz njih naredijo sodobne kompozicije. Bachova glasba je tako odlična, da praktično ne zgubi ničesar pri prenosih katerekoli glasbene žanre. To je res neverjetno. Bacha lahko odnesete kamor hočete, v rock, v jazz, kamorkoli ga odnesete, bo deloval. Zato, ker je to kompaktna glasba, ker je pravilno narejena. Ne? Mogoče bi se Johann Sebastian Bach danes, ne? Mogoče bi Johann Sebastian Bach pisal prav takšno glasbo, če bi jo ustvaril v današnjem času. Ne? To je eno takšnih večnih vprašanj, ne? Ali bi Mozart, kaj bi Mozart danes delal. Ne? Po mojem bi Mozart ravno tako imel električno kitaro, pa računalnik, pa isto tak bi delal, se pa ni bil idiot. Ne? On je že v tistem času delal neverjetne stvari, ne? In Bach ravno tak. Ne? Bach je, ne vem, uglaševal z orgle, kamorkoli je prišel, jih je s kladivom uglaševal, ne? Če so bile razglašene, je on splezal gor po lestvi, pa je tiste cevi od orgle tako dolgo tolko gor, da so štimale, ker so bile fovš, ne? In je cel je stovku, ne? Ali popravljal jih je malo, ne, s kladivom in so rekli, samo Bach ne pride igrati, ker so naše orgle mogoče fovš, in že bunk, 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 bunk nabijo, zato so prav zvenele, ne? Mislim, recimo, ne? Vsi poznamo
Vsi poznamo tole skladbico, ne? Bachov tako imenovan R, ne? Arija njegova, ne? Kaj pa to? No, ne boste mislili, da je samo to. Njegova znamenita tokata. Preludij v D-molu, ne? Nov svet je bil to je bil nov svet. Zdaj bi morali, kompozicijsko bi vam ga moral razložiti, ampak mi je bolj pomembno, da to slišite. Jean-Michel Jarre, namreč sin velikega filmskega komponista, kot je gospa rekla, ne? Ja. In Maurice Jarre, ne, je oče, ja, Maurice Jarre. In Jean-Michel je ravno tak komponist, ampak se je obrnil vstran od klasičnih inštrumentov, ne, in se je obrnil v elektroniko. On je bil eden teh prvih, ki je pravzaprav začel uporabljati Moogove sintesajzerje in elektronske glasbila in tako dalje. Saj on je najbolj znan, če poznate njegov Oxygen pa te albume, ne, to je bil Jean-Michel Jarre, ne, mislim, to je on. Vljudno vabljeni v četrtek 20. oktobra, podobna ura, ne, isti prostor. Evo, hvala za danes. Evo, točno to.